A veste tisti del čisto na dnu strani YouTube? Verjetno ga vidimo vsak dan, ampak ga v resnici nikoli zares ne opazimo. Večina nas ga kar preskoči. Ampak kaj pa, če vam povem, da se v tistih nekaj besedah skriva celoten načrt ene največjih platform na svetu? Dajmo si pogledati, kaj se v resnici skriva tam spodaj. Ja, to je točno to, kar nas zanima. In ne bomo se ustavili samo pri besedah, ne? Poskusili bomo razkriti zgodbo, ki jo te besede pripovedujejo. Naša, recimo temu, preiskava se začne tam, kjer večina ljudi enostavno odneha, na samem dnu strani. Ok, pripravljeni? Ker zdaj bomo na to nogo YouTubea pogledali čisto drugače. To ni veste nek dolgočasen seznam povezav. To je pravzaprav vodnik. Vodnik, ki nam razkriva celotno strukturo, filozofijo in ja, tudi poslovni model te platforme. Začnimo z razkrivanjem teh skrivnosti. In evo ga, to je to. O nas, za medije, avtorske pravice, stik z nami, ustvarjalci in tako naprej. Na prvi pogled se zdi kot neka naključna zbirka besed, kaj ne? Ampak v resnici je to zemljevid. Vsaka beseda je postaja na naši poti, vsaka povezava nam kaže smer. In vse skupaj nam razkriva, kako je ta ogromen digitalni svet zgrajen in kako v resnici deluje. Dajmo ga razčleniti, kos za kosom. Točno tako. Ne gre samo za seznam povezav, to je zemljevid. Zemljevid, ki nam omogoča, da razumemo, kako YouTube sploh komunicira, kdo so ključni igralci v tej zgodbi in, seveda, kakšna so pravila igre. In verjemite, nič ni prepuščeno naključju. No pa poglejmo prvi del tega našega zemljevida. Tukaj gre za besede, ki opisujejo, kako se YouTube predstavlja svetu, javnosti. To je, če hočete, njegov uradni glas, njegova izložba. Torej, imamo dva ključna kanala. O nas nam pripoveduje zgodbo podjetja, veste, njihovo poslanstvo, vizijo. Za medije pa je neposredna linija za novinarje. Na ta način YouTube zelo skrbno, zelo premišljeno oblikuje svojo javno podobo. Ampak, kar je res zanimivo, je, da te povezave kažejo, da ne gre samo za enosmerno komunikacijo. Poglejte, stik z nami. To je odprta linija za pomoč. Kako deluje YouTube, je njihov poskus, da so bolj transparentni. In preizkusite nove funkcije, to je pravzaprav vabilo k sooblikovanju prihodnosti. Torej, ne gre le za to, da oni govorijo nam, ampak tudi za to, da poslušajo. V redu, zdaj vemo, kako YouTube govori svetu. Ampak kaj pa to ogromno platformo sploh poganja? Kdo skrbi, da se vsi ti videoposnetki nenehno vrtijo? No, ta naš seznam nam razkrije 3 ključne skupine, ki so, lahko bi rekli, srce celotnega YouTubea. In to je pravzaprav genialno preprosto, če pomislimo. Poglejte ta model. Ustvarjalci prinesejo vsebino, to je gorivo, brez njih ni ničesar. Oglaševalci pa to gorivo plačajo, to je denar, ki poganja sistem. In potem so tu še razvijalci, ki gradijo in nenehno širijo ta motor, da vse skupaj deluje še bolje in doseže še več ljudi. Neverjetno, kaj ne? Brez kateregakoli od teh 3 stebrov bi se celoten sistem preprosto porušil. Ok, imamo motor, imamo gorivo. Ampak vsak svet, tudi ta digitalni, potrebuje pravila. Zato si poglejmo, kako so ta pravila zgrajena. Naslednji del našega vodnika nam namreč določa pravni in varnostni okvir. Zakone, ki veljajo v tej, recimo, digitalni deželi. In tu pridemo do ene res ključne razlike, ki jo moramo razumeti. Pogoji določajo, kako se moramo obnašati mi, uporabniki. Zasebnost pa določa, kako se mora YouTube obnašati z našimi podatki. Torej, če poenostavimo, eno so pravila za nas, drugo so pravila zanje. Potem imamo pa še pravilnik in varnost. In to niso samo neki suhoparni pravni izrazi. To so pravzaprav smernice za lepo vedenje znotraj skupnosti. Gre za poskus, da se ohranja nek red in da se vse nas zaščiti pred zlorabami in škodljivimi vsebinami v tem, no, res ogromnem digitalnem mestu. In seveda avtorske pravice. To je absolutni temelj, na katerem stoji celoten steber ustvarjalcev, o katerem smo govorili prej. Pomislite, brez zaščite avtorskih pravic ne bi bilo nobene spodbude za ustvarjanje originalne vsebine. In ta vsebina je, kot smo rekli, gorivo za celotno platformo. Torej, to je zakon, ki ščiti samo bistvo, kreativnost. Tako, počasi se bližamo koncu našega potovanja. Na zemljevidu je ostal še en, čisto zadnji del. Majhen, morda na videz nepomemben, ampak je morda najpomembnejši podatek od vseh. Tisti, ki vse, kar smo do zdaj povedali, poveže v eno smiselno celoto.
In evo ga, 2025, Google LLC. Samo 4 besede. Ampak v tej čisto kratki vrstici se skriva končni odgovor. Odgovor na vprašanje, kdo v resnici upravlja to deželo, kdo postavlja pravila in kdo je lastnik celotne te strojnice. In kaj to pomeni? Pomeni, da YouTube ni neko neodvisno kraljestvo. Ne, je provinca v veliko večjem imperiju, ki se imenuje Google. Ta majhen simbol avtorskih pravic nam razkrije končno hierarhijo moči. Spomni nas, da je celoten ekosistem, ki smo ga pravkar raziskali, v resnici le del ene širše korporativne strategije. Torej, ko boste naslednjič brskali po spletu in se znašli na dnu katerekoli strani, se za trenutek ustavite. Morda boste tudi tam odkrili podoben skriti načrt. Ker zdaj, ko vemo, kako brati ta zemljevid, se postavlja vprašanje, katere druge zgodbe se skrivajo tako reč na očeh vsem in samo čakajo, da jih nekdo odkrije.